Danke. Herr Kollege Zvea Milan, Sie haben 2 Minuten. Spoštovani, bolj ko smo spletno povezani, večja je verjetnost, da postanemo žrtev tistih, ki v kibernetskem prostoru kradejo podatke, delajo propagando, nadzirajo ljudi in sisteme, uničujejo infrastrukturo ali celo prirejajo volilne izide. Število kibernetskih kriminalnih dejanj potencialno narašča. Tarče bojevnikov 21. stoletja niso le vlade, multinacionalne organizacije, kot je NATO, gospodarstva in infrastruktura, ampak tudi nebogljeni posamezniki. Napadalci pa običajno niso volkovi samotarji. V kibernetski vojni, ki je postala globalni fenomen, tanke in vojake zamenjujejo strežniki in računalniški eksperti. V digitalnem okolju lahko en računalniški virus prinese večje opustošenje kot konvencionalni vojaški napad. Dejstvo je, da ruski režim vodi kibernetsko vojno proti Evropski uniji, ki jo razpoznava kot naravnega sovražnika ravno zaradi naših vrednot in domnevno našega dekadentnega načina življenja. Rusi so se dokazano vmešavali v kampanjo za Brexit in posegali v evropske volitve. Do potankosti so dokumentirani tudi Putinovi napori za vpliv na izid volitev v ZDA, kar je dokazala tudi preiskava FBI. A za ZDA me ne skrbi, saj so te grožnje pravočasno zaznali in vzpostavili imunost. Bolj me skrbi za Evropo. Mislim, da zamujamo pri varnosti in zaščiti naših demokratičnih procesov in inštitucij. Grožnja protiobveščevalnih služb narašča tako v obsegu kot v kompleksnosti. Sem pa vesel, da je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, da se zaveda problema. Danes je omenila, da bo z novo agencijo za kibernetsko varnost zagotovila usklajen evropski odgovor. Bolj bi mi bil sicer všeč beseda enoten odgovor, a tudi to je korak naprej. Hvala lepa. Danke vielmals. Unsere nächste Sprecherin ist Frau Vizepräsidentin Dobrev. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Európában a 20. században számos alkalommal láttuk, amikor a demokrácia, az alkotmányosság eszközeit felhasználva végül diktatúrák kerültek hatalomra, és mindegyiknek szörnyű és gyászos vége lett.